Dober večer. Super, jaz mislim, da se že lepo zbiramo. Bomo še malo vas pozdravili na začetku, tako da uspejo vsi priti tudi na naš webinar. En lep dober večer vsem skupaj. Moje ime je Maja Čebašek in sem kreatorka drobnih dnevnih ritualov za svetom. Imam tudi vklopljena vprašanja, seveda, tako da boste sproti lahko karkoli tudi še napisali, spraševali. Jaz se bom potrudila, da če tekom samega webinarja ne uspem odgovoriti vse, da se vam posvetim na koncu. Res toplo dobrodošla, dobrodošel v tem posebnem webinarju, ki je kot neke vrste ponovitev tega, kar sem že pripravljala za doTERRA Europe v okviru 21 Day Wellness Challenge. In se mi zdi seveda nujno, da če smo že spregovorili o tej temi, namreč govorili bomo in ste sedaj na delavnici, sicer spletni, tokrat še brezplačni, ki se imenuje Ustvari svojo najmešanico in kjer bomo govorili, kako lahko pariramo, mešamo eterična olja tako, da pridemo do svoje najljubše mešanice in da nam ta seveda tudi najlepše služi. Tako da bom zelo, zelo vesela, če malo napišete, od kje gledate, ali ste začetni uporabnik, ali ste v bistvu nekdo, ki to uporablja že dlje časa, tudi mogoče kakšne že imate izkušnje z ustvarjanjem svojega naravnega parfuma, ki mu jaz velikokrat z enim krasnim izrazom, sicer tujko rečemo pure fum, to se pravi čista mešanica eteričnih olj v smislu parfumeristike. In kolikor je to na nek način umetnost, je pa tudi nekaj, kar zelo leži v rokah vsakega od nas. To se pravi, gre za tvojo ali mojo intuicijo, to, kar nama nos pove. In tisto, kar želim, da bo to nekaj preprostega, ne glede na to, ali si v teh vodah prvič, ali imaš že izkušene roke z tega področja, da bomo naredili stvar takšno, da bo čisto vsakdo izmed nas odšel z te delavnice v roki z, rekla, prav avtorsko parfumsko mešanico, z nekim, bom rekla, edinstvenim aromaodtisom, ki ga tvoje telo kar kliče oziroma ga izvonja in ga vmeša v to, kar bomo ustvarjali. Seveda vem, da se zdaj sprašuješ, kaj potrebuješ. Tako kot smo že rekli v napovedniku, potrebuješ svoja najljubša eterična olja. Tako da priporočam največkrat, ko govorimo o začetnem tečaju, da uporabiš vsaj eno najljubše citrusno eterično olje, vsaj eno eterično olje iz cvetne skupine, vsaj eno eterično olje iz družine zelišč, lahko je to seveda metino eterično olje. In potem četrta stvar je, da uporabiš še eno lesno ali smolnato eterično olje. Jaz sem vam priporočala, če ste začetnik, nekaj, kar najdeš tudi v osnovnih 10 eteričnih olj in mešanicah, torej v paketu, kot je Home Essential ali pa Family Essential, zaradi tega, ker dejansko je tudi to, kar največkrat izberete za neko, bom rekla, domačo podporo v različnih situacijah in dejstvo je, da približno 80% vseh situacij rešiš s tem, ampak tudi tole je že lahko odlično izhodišče, da si pripraviš res krasno parfumsko mešanico in vem, da to ni tista prva stvar, zaradi česar se odločimo, ampak se mi zdi super, da to uporabiš. Jaz sem za danes izbrala recimo limono, lahko izbereš rajši pomarančo, če ti je ljubša, potem kot cvetno eterično sivko, kot zeliščno sem vzela peppermint, torej poprovo meto, in kot lesno sem vzela smolnato, pravzaprav kadilo oziroma kadilno posveljo ali frankincense ali franki, kakor mu tudi radi rečemo. Druga stvar, ki jo poleg svojih najljubših eteričnih olj potrebuješ, je prazna rolon steklenička. Lahko jo seveda tudi recikliraš, lahko pa recikliraš, to jaz tudi pogosto naredim, da recimo neko staro stekleničko, če boš uporabljal eterično olje limone, vzameš limonino, prazno stekleničko, z limono odstraniš nalepko in v bistvu dobiš tudi možnost, da si ustvariš lahko razredčeno mešanico parfumsko ali pa na drugi strani nekaj, kar vam pokažem se na eni svoji najljubši mešanici preteklega leta, lahko že rečem, leta 2021, ki pa si jo rada pripravim tako, da mi daje potem več svobode za nadaljnjo uporabo, torej brez paznega olja.
In seveda na koncu, če boš delal rečeno verzijo, priporočam zelo frakcionirano kokosovo olje, ki je zelo priročno, če ima pumpico, ker potem tudi lažje doziraš. Ampak bistvo je, da izrabiš to, kar imaš, da ne razmišljaš, česa nimaš, tako da se bomo usmerili v ta olja, ker iskreno, olja, ki jih že imaš, te bodo vodila in te bodo učila skupaj s sodelovanjem z vašim oziroma tvojim nosom, kako jih lahko izrabiš tudi tako. In tudi recimo, če si že nekdo, ki že meša eterična olja tudi v ta namen in ima že malo izkušenj, greš lahko še dlje in kot peto eterično olje danes še dodaš recimo kaj začinjenega, recimo od osnovnih olj lahko izbereš kar on-guard mešanico, ker se bojo recimo klinčke. Lahko dodajaš tudi kaj bolj, bom rekla, koreninskega, kot je kakšna narda ali pa recimo vetiver, tako da pač gre stvar čist v želene vode, ampak kot rečeno, vzemi tisto, kar imaš že pri roki. Torej, zdaj smo si pogledali, kaj potrebuješ. Jaz ti obljubljam, da te bom popeljala čez te preproste korake, ampak najprej se bomo posvetili pa predvsem teoretičnemu delu, ker vseeno o tem moram nekaj spregovoriti. In sicer najprej sem želela mogoče malo povedati o parfumskih tipih, potem pa še o teh posebnih 3 notah, parfumske piramide, kot ji radi rečemo, zaradi tega, ker ti bo lažje razumeti oziroma mogoče tudi dobiti, kaj tebi ustreza. Zelo, zelo pomaga pri ustvarjanju tudi najpreprostejše parfumske mešanice, tako da recimo za primer, že če imaš nekaj eteričnih olj, bo čisto dovolj, če imaš danes pomarančo pa frankincense, torej ne rabiš glih v bistvu vsega, kar sem naštela, ampak kakorkoli. Pomembno je, da veš ali pa da se sedaj ne vprašaš, v kateri parfumski tip pašeš. Če so ti recimo bolj všeč sladke arome, sploh ko se tiče parfuma, mogoče pol najlažje poseči od osnovnih olj sivki, lahko tudi po vrtnici, po magnoliji ali po davani. Če so ti bolj všeč sadni vonji, potem vsekakor poseži po kakšen citrusov, to se pravi limona, pomaranča, limeta, zelena mandarina, grenivka, tangerina, pomaranča smo tudi že omenili, tako da pač to so recimo citrusna eterična olja, ki ti bojo dala res tako sadno aromo. Če si bolj tak začinjeni tip parfuma oziroma ti je to všeč, potem poseži po začinjenih oziroma začimbnih eteričnih oljih, kot so recimo klinčki, cimet, kardamom, potem oba popra, torej pink pepper, black pepper, kardamom sem tudi že rekla, lahko tudi ob mešanico vzameš, kot rečeno, on-guard. Potem, če so ti všeč bolj zeliščne note, niso vedno samo za moške, lahko uporabljaš od osnovnih ali pa od osnovnih olj pravzaprav, ja, tudi lahko izrabiš čajevec, ker presenetljivo v družbi ostalih eteričnih olj dobi eno tako wow aromo. Podobno je recimo tudi sem spada Zen Jazz, ki se z zeleno mandarino ujame in te bo zelo presenetilo. Potem recimo absolutno sem spadajo še zeliščna eterična olja, kot so vse mete, rožmarin, dobro, origano tudi zanimivo, z zelo malih količini, lahko v kakšnem parfumu zelo ustreza. Kaj sem še pozabila? V glavnem, baziliko recimo, to je tudi nekaj, kar se pogosto znajde v kakšnih moških aromatičnih kombinacijah. Od rastlinskih ali pa rečemo zeliščnih parfumskih not ne smem še pozabiti poleg Zen Jazza iz osnovnih mešanic še na Air seveda, preseneti zelo pozitivno, in pa Deep Blue. Potem še pridemo seveda do lesnih ljubiteljev parfumskih not, tam pa lahko izrabiš vsa eterična olja, ki so bodisi iz lesa ali iz korice ali pa iz samega v bistvu prav smolnatega dela, tako da sem spadajo tudi vsi iglavci, govorimo o črni smreki, govorimo o obeh jelkah, tako sibirski kot novozelandski doglaziji, potem lahko sem spada seveda tudi mešanica Balance, lahko izrabite tudi recimo eterična olja, kot so cipresa, cedra, cedarwood, torej pa potem še vsa lesna smolnata, kot sta mira, myrrh in pa frankincense, torej kadilo, ki smo ga že omenjali. Tako da bistvo je, da mogoče malo veš, v kateri smeri iti in da veš, kateri parfumski tip si. Druga stvar, ki pa je mogoče najpomembnejša za današnji del delavnice, pa je, da malo spregovorimo o že poprej omenjeni parfumski piramidi. Parfumska piramida je pravzaprav nekaj,
ki dejansko res izgleda kot piramida, ker v spodnjem delu naj bi parfum, ta prav, tisti profesionalen, sestavljalo približno 45 do 55% celotnih eteričnih olj, naj bi predstavljala bazna korenska eterična olja. Pa bom danes malo obratno, kot sem na doTERRA Europe razlagala, zaradi tega, ker to je res tisto najbolj pomembno, ker gradi celoten parfum navzgor, je pa to tisto, kar ne zavonjamo najprej. Jaz bom rekla, da bazna eterična olja oziroma bazna nota, to so eterična olja, ki so kot najmočnejši odnos, to se pravi partnerski odnos ali pa odnos z najbližjimi, to je nekaj, kar je zelo kompleksno, ampak želiš, da je vedno s tabo, tudi če malo izzveni, ampak skratka, to je nekaj, kar traja najdlje. In dejansko je tako tudi v aromatičnem smislu, to je nekaj, kar ne zavonjaš najprej, ampak dejansko res to so olja, ki se kasneje izrazijo, ampak ostanejo na tebi tudi kot parfum najdlje. In to mora biti nekaj močnega. Zakaj? Ker so kompleksna in ker dejansko ponavadi v procesu destilacije tudi zahtevajo malo bolj kompliciran in daljši in občutljivejši proces in zaradi tega so tudi velikokrat to bolj dragocena, bolj draga eterična olja. Recimo en tak lep primer baznega eteričnega olja je seveda frankincense, torej kadilo. In dejansko, skratka, je to nekaj, kar mora biti tista baza, korenska stvar, ki drži celotno parfumsko mešanico. Drugi del sestavlja od 30 do 40% srednja, oziroma velikokrat rečemo srčna nota. To je namreč nekaj, kar poveže parfum v eno tako res prijetno stvar, mogoče včasih, ko nekaj zmešaš, pride vam čisto nekaj tretjega in recimo enega od eteričnih olj, ki je zelo močna, sploh ne vonjaš, ker se pač ustvari ravno zaradi srčnega dela not nekaj, mislim, nepojemljivega. In to je pač čarobnost in vsa umetnost parfumske umetnosti mešanja eteričnih olj. In sem spada tudi največja skupina eteričnih olj. Ponavadi so tukaj noter zeliščna, rastlinska, vsa ostala in pa ponekod včasih tudi začimna eterična olja, predvsem pa najširše gledano cvetna eterična olja. In sem noter recimo kot eno klasično eterično olje, ki bi pasalo iz osnovnih, je seveda sivka. Jaz rečem, da ta srčna srednja nota je kot prijatelj. Pač to je nekaj, kar ti daje občutek prijetnosti, tolažbe, na nek način topline, to so pač res taki prijetne stvari, ki jih hočeš imeti skozi ob sebi in jih tudi najpogosteje recimo izbiraš za v difuzor. To so tvoja eterična olja, ki spadajo v to srčno noto, tako da si mogoče malo lažje že zdaj zapišeš, kaj bi sem pasalo. In dejansko je to res nekaj, kar poveže vse skupaj v en tak res mišunk, no, ta prav. Zgoraj čisto mali del piramide parfumske pa sestavlja približno od 15 do 20% samo eteričnih olj, ki jim rečemo zgornja nota, in v zgornjo noto največkrat res pašejo citrusna eterična olja. Približno, kot rečeno, 15 do 20% sestavljajo parfumsko mešanico in tipična so vsa citrusna eterična olja, ki sem jih že prej naštela v parfumskem razredu, kjer imate radi recimo bolj sadne vonje. Nekajkrat pa sem noter lahko umestimo tudi nežnejša, bolj subtilna cvetna olja, ki ne zdržijo toliko dlje. Recimo poanta glavna zgornjih not je, to je tisto, kar pri parfumu najprej zavonjaš. In hočeš ali nočeš je, ali ti takoj všeč, ali pa ti sploh ni. To je pač tisti prvi, bom rekla, miris oziroma prvi vonj nečesa in dejansko ti to pove, ali boš imel ta parfum rad ali ne, ampak te vonjave, te arome bodo tiste, ki bodo najprej odšle. Srčne bodo ostale malo dlje, ampak najdlje bojo pa ostale ta bazna korenska eterična olja v teh spodnjih notah. Tako da zdaj imate občutek, morate vedeti, da ne bom vam naštevala vse, kaj kam spaše, zato ker ste dobili občutek, kaj je v določeni noti in ni enega pravila, tako da tvoj nos je tisti in intuicija, ki te bo danes vodila. In bistvo je tudi, da nekatera eterična olja spadajo v eno ali več teh not, tako da je stvar zelo zanimiva, da neko eterično olje v kombinaciji z drugimi lahko postane močnejše
v zaznavanju, ko ga pač vonjamo, ali pa ga druga eterična olja razbijajo in postavijo nekje v ozadje. In to je pač res nekaj čudovitega. Tako da toliko v teoriji, gremo zdaj na mešanje, ker res vem, da že vsi čakate, da počnemo. Ampak se mi je zdelo res ključno, da povemo tudi o tem teoretičnem delu, torej gremo zdaj na prakso. Jaz te res vabim, da vzameš v roke svoja eterična olja. Zdaj, če imaš doma ali pa če ne veš, kaj bi lahko delaš po mojih napotkih, ker izbrala sem za zgornjo noto ali limono ali pomarančo, za srednji noti sem vzela peppermint, torej poprovo meto, sivko, in za spodnjo noto sem vzela frankincense. Lahko spustiš, če ti peppermint ni, ga spusti. Če ti sivka ni, jo spusti. Tako da je stvar čisto v tvojih rokah. Če ne veš, kaj bi, odpri stekleničke, ki so ti kot posamične všeč, to se pravi vsaj 3, a ne? In tudi en tak fajn napotek je, da če delaš iz večjih eteričnih olj, ker je to začetna delavnica, si za začetek ne izberi več kot 1 do 2 eterični olji za določeno noto. Torej imamo 3 note in ne več kot 1 do 2 naenkrat. Če ne veš, če bodo šle skupaj, za en tak hitri občutek odpri stekleničke in jih zavrti v kombinaciji pred nosom, da vidiš, če ti bodo ustrezale. Jaz vam tukaj nekdaj polni, zdaj reciklirani steklenički limone in sivke, da, in gresta zelo odlično skupaj. Peppermint je tudi, opozarjam, precej močan, tako da ga mogoče, če delaš prvič, lahko izpustiš ta moj napotek, zato da mogoče pride sivka bolj do izraza in lahko še vedno dodaš kakšno kapljico pepperminta kasneje. Kaj še potrebujemo? Torej prazno rolano stekleničko, ki je 10 mililitrska. Vem, da se zdaj sprašuješ, koliko kapljic rabiš noter. Če govorimo o klasični parfumeristiki in, bom rekla, klasičnih parfumskih napotkih te parfumske piramide, torej 20% celega parfuma, kar je v našem primeru od 10 mililitrov 2 mililitra, naj bi bilo eteričnih olj. Ta eterična olja pa potem razdelimo na te note. Torej 15 do 20% naj bi bilo zgornjih not, torej citrusov, recimo obče rečeno, naj bo 6 do 8 kapljic, ko delamo tole oljno parfumsko mešanico. Srednja srčna nota je v tem primeru v 30 do 40% celotnih eteričnih olj približno 12 do 16 kapljic. Odvisno seveda od gostote eteričnih olj, ampak se bomo okvirno tega držali. Potem spodnje note pa naj bi predstavljale od celote eteričnih olj 45 do 55% in da vam preračunam, to je približno 18 do 22 kapljic eteričnih olj. Jaz, kot rečeno, sem zbrala 2 varianti. Ena varianta je, pa vam bom kar tukaj pokazala, tole bom tudi danes mešala, samo da pokažem. Torej, kje mešati? Kot rečeno, lahko mešaš v rulonu, jaz sem si danes izbrala tole sample vial, temu rečemo, govorimo o teh tesnih praznih stekleničkah, ki se jih da dobiti v perfumeri in kamor tisti, ki delamo in delimo, odlijemo od svojih olj nekomu za prvo izkušnjo tester. Torej, bom zdajle pokazala. Tukaj notri sem dala torej 4 eterična olja. 8 kapljic pomaranče, potem 7 kapljic sivke, potem 5 kapljic pepperminta in pa 20 kapljic frankincense za spodnjo noto. Skratka, zakaj toliko? Dejansko sem želela vam dati 2 možnosti. Ta s pomarančo je bolj sladka. Torej, tisti, ki imate radi bolj sladko varianto, boste šli recimo tej, ali pa čisto svoje izbiri, res te res zelo vabim, da si pač zbereš svojo varianto. Medtem ko tisti, ki ste bolj za sveže vonje, pač nadomestite pomarančo z limono, s tem, da tukaj sem jaz za svež vonj dodala 7 kapljic sivke in pa 6 kapljic limone, 7 kapljic sivke, 7 kapljic pepperminta in pa 20 kapljic frankincense. Ko delamo in pomešamo, vi me velikokrat vprašate, Maja, v čem naj mešam? Jaz te zelo vabim, oziroma povabim, da uporabljaš kvalitetno stekleno embalažo, to je ponavadi tako debelejše steklo, temno steklo, največkrat je rjavo, in doTERRA ima odlično embalažo in jaz jo tebe vabim, da recikliraš. Torej, lahko kupiš nove, seveda, rulone, tudi tukaj sem rekla, da kar pripravim, takole vsi spekli so, lahko pa tudi, kar jaz pogosto delam, recikliraš, torej staro rulon stekleničko, in enako recikliraš stare, stekleničke eteričnih olj, kakor sem jaz recimo tole limono in jo tukaj že okrasila z nalepko.
tej mešanici sem rekla, ime je dan, oziroma lep je dan, lahko da malo vodimo eno krasno slovensko popevko. In sicer, torej, vi ste zdaj že izbrali svoje najljubša olja, izračunali svoje najljubše kapljice. Vem, da vas zanima, kako je, če delaš klasičen parfum, to da ne pozabim. Torej, če delaš pršilko, seveda ohraniš isto razmerje, samo namesto baznega olja notri daš prav parfumsko alkoholno bazo. Za silo lahko porabiš vodko, ker nima svoje arome, ki bi kvarila aromo eteričnih olj, tako močno. In dejansko tudi lahko uporabiš malo rožne vode ali pa hidrolata, tako da si lahko kombiniraš, ampak bistvo je, da je alkohol notri, da bo razredčil eterična olja in v oljnem parfumu, ki ga delamo danes, da so notri dejansko poleg eteričnih olj še bazna rastlinska olja. Jaz sem si tole že kar naprej pripravila, da ne bom danes tukaj nerodna, tako da bom kar prelila noter, torej približno 2 mililitra sedaj predstavlja eteričnih olj. Ja, predno grem naprej. Moram povedati nekaj, kar ti mogoče ne bo čisto všeč. Namreč eterična olja, posamično eterično olje je zelo po sebi čistilno. Zato ponavadi priporočam stekleno embalažo, ker pač dejansko delujejo čistilno in bi lahko topile plastiko, ne? Tako da to je prva stvar. Druga stvar pa so zelo kompleksna. Eno eterično olje lahko sestavlja od 100 do 500 posamičnih spojin, torej naravno jih je lahko toliko prisotnih. In zdaj si predstavljate, če sem zmešala 4 posamična olja, pomarančo, sivko, poprovo meto in pa kadilo, koliko spojin je to? In govorimo res o pravih parfumskih nazorih. Če bi hoteli to res, ne samo da ujamemo vse, kar je rastlina dala v to čudovito eterično olje in ga zdaj mi ne samo dobivamo v aromatičnem smislu in uživamo v tem vonju, ampak tudi z vsemi dobrodejnimi lastnostmi, ki jih toliko bolj poznamo, se mi zdi pri eteriji, ne dajemo mogoče toliko tega aromatičnega prizvoka najprej, ker želimo, da pomaga, ne govorimo pogosto toliko o parfumih, parfumski vrednosti, ampak da se vse te spojine povežejo v parfumeristiki, najprej zmešajo eterična olja in jih, jaz bom rekla, marinirajo, pustijo, da se povežejo 1 teden vsaj, zato da se vse te spojine ujamejo. In dejansko te vabim, in danes te ne bom zadržala, da tega ne narediš do konca, da tole pustiš čakati, lahko seveda vse skupaj dopolniš z baznim oljem do vrha, jaz bom kar s kokosovim oljem, ampak toliko, da veš, o čem je res tisti čar parfumeristike. Za bazna olja me pogosto tudi sprašujete, kaj uporabljam. Jaz res največkrat uporabljam frakcionirano, torej razmaščeno kokosovo olje, ker nima svojega vonja, ki bi pokvaril ali pa toliko zelo spremenil aromo eteričnih olj, plus ni mastno, tudi krasno se ujame z tem, da se nahaja v rulonu, da lahko prihaja čisto nemoteno in lepo ven prek te rulon kuglice, in bom tole že dala noter, ampak naslednji trik parfumeristike. Torej, 1 teden čaka, da se eterična olja povežejo. Potem pa, ko dodaš bazno olje, torej ali frakcionirano kokosovo oziroma lahko za bolj oreškast ali pa mogoče celo mošusno noto dodajaš tudi druga rastlinska bazna olja, da to razrečijo, recimo kot so jojobino eterično olje, sončnično, mandljevo, ki je tako bolj oreškasto. Skratka, izbiraš, kar želiš, in nekaj, kar paše seveda ne samo tvoji aromi, ampak tudi koži, bi moral potem čakati, torej 1 teden za eterično olje, da se zmešajo, potem pa še 1 mesec, da se bazno olje zmeša ali pa bazna olja zmešajo, če kombiniraš več baznih olj z eteričnimi olji. Tako da izdelava profesionalnega parfuma je sila enostavna, ni pa hitra, če gremo res po vseh teh smernicah, tako da kar te vabim, naredi to varianto parfuma, jaz ga že tukaj malo mešam, da dobim prvi vtis, naredi vse skupaj morda še enkrat po teh napotkih z isto kombinacijo, kot si jo zdaj izbral, izračunal po kaplji, izračunal, kako gre notri tvojih najljubših olj. Tudi zelo lepo te vabim, da spodaj napišeš, kaj si danes zmešal, zato da pač lahko si izmenjamo prav izkušenj, in pač da dobiš občutek. V glavnem, zdaj sem tisto, kar sem želela glavnega o delavnici povedala, ampak ponavadi me sprašujete oziroma ste me že pred tem še par stvari, da vam razložim. Torej, meni zelo ljubi način, ko sem ga obljubila na začetku, da vam povem, je, da meni najljubšo mešanico velikokrat pripravim kar takole v steklenički, nerečeno,
Recimo v tem primeru je to moja nova guna mešanica, vam kar takole dajem, da si lahko poslikate. In sicer je notri 2:1 razmerje oziroma za limeto, ostalega pa je eno kapljico, oziroma jaz sem pomnožila tukajle, da sem dobila večjo količino. Noter imamo ingver, sandalovino, potem še pačuli in pa seveda frankincense. In to je nekaj, kar sem lani stumprala in mi je to ljuba mešanica, tudi zelo, bom rekla, petične prijateljice, ki so res po zelo parfumskega nosu, so pa čisto navdušene. Zakaj jaz naredim tako v steklenički? Zaradi tega, in to lepš diši tudi po tokem času, res tako prav spreminja se ta parfumska aroma, postaja vedno bolj prijetna, zato, da mi daje svobodo, da lahko to uporabim v difuzorju, da če želim, lahko pripravim to v nosnem inhalatorju, da vonjam, lahko to pripravim v rolončku, ga dam, lahko to pripravim v stari steklenički, dam kapalko, da mi mogoče služi za mogoče tudi telo. Lahko dodajam, vam tukajle še pokažem, v tak čist neotišavljen losjon za telo, ki je narejen iz kapusnic, zelo nežen, svilnato kožo naredi, res se močno pije, toplo vam priporočam za nego telesa, tudi kože na obrazu. In potem notri vbrizgam, da ga personificiram, vbrizgam eterično olje oziroma mešanico, ki mi je všeč, in zato tudi velikokrat take mešanice pripravim na tak način. Potem še ena stvar, ki sem jo hotela zaupati, da velikokrat tudi, ko delam kakšne obrazne serume, zelo rada skombiniram nekaj, ne kar samo učinkujem, ampak da tudi mi zelo, zelo ustreza tudi aroma, da imam 2 muhi na en mah. Meni zelo, zelo ljuba mešanica je tukajle Yarrow Pom, potem imamo noter še Copaibo, geranijo, torej pelargonijo, frankincense in blue tansy, torej modri blatič. In ga velikokrat za obrazni serum ali pa za parfum tudi velikokrat izrabim za bazno olje, eno zanimivo stvar, in sicer doTERRA Beautiful Mist, ki je sicer body meglica, torej meglica za telo, ampak ima noter že take krasne arome, lahko si preberete, kaj vsebuje, krasna eterična olja. In dobi res tak, mislim, ravno prej, ker sem to spet, nekaj moram vam to prinesti pokazati, ker na doTERRA Europe sem pozabila, pride meni res taka ena božanska nota, všeč vam bo, če so vam všeč cvetne arome, ker geranja zelo, zelo tudi preveva. Lahko uporabite za bazno olje tudi Yarrow Pom body serum, lahko pa dodate svojo najljubšo mešanico, tudi New Moon bi praktično, in to je ta svoboda, da lahko dodajam tudi kremo in hkrati dobim to aromo in še učinek, ki ga pač daje. Če boste želeli, lahko podelim z vami tudi recept za Stronger Together, ki smo jo oblikovali za Evropo v lanskem delu, prav tik pred konvencijo evropsko, so naju prosili, da zmešava nekaj, kar nas bo povezalo. Sva ustvarili z Joano Marginean iz Romunije, so bili povabljeni. Potem meni krasna mešanica, vam tudi lahko podelim še, torej recepturo je moj srčni utrip oziroma My Heartbeat. Potem od tja še krasna, res večna, res taka subtilna mešanica. Ne pomeni to, kar piše sex bomb, ampak je res noro dišeča, ni ženske, ki ne bi dišala moškemu, ki pač na ženski diši, pa še nekaj ostalih. Tako da res svobode je v tem toliko, tudi lahko se ukvarjate, če želite malo raziskati svoje parfumske želje in to, kaj paše, lahko plastite. To pomeni, da kakšna tač rožna olja povaljate po pulznih točkah, kjer imate recimo žile izpostavljene, recimo kakšno davano, jaz sem rada havajsko sandalovino pa magnolijo, to je ena taka iz mojih 20-ih nekaj tako dišal in me tako spomni na tisti čas, in ko sem to ugotovila, me je čisto vrnilo v 20 let nazaj. Tako da lahko s tem plastenjem ugotovite, kaj vam paše, pa to naredite naprej v parfum oziroma v oljni parfum, kot smo ga danes. Možnosti je nešteto, izkoristite to vse tudi na aroma nakitu, na konicah las, na oblačilih, na pasivnih difuzorjih, lahko jih naredite iz bambusovih palčk, lahko naredite klasičnega iz kakšnih lava kroglic, skratka, res možnosti je nešteto. Vi tudi mene učite, kaj vse obstaja. Tako da vabljeni k deljenju, da poveste seveda, kaj vam ustreza in kaj vam je všeč. Predvsem pa si želim oziroma se vam zahvaljujem, da ste danes z mano. Predvsem sem vesela, da slišim še vse tvoje, vaše izkušnje, kaj ste zdajle mešali.
kaj boste mešali, ko boste tole gledali morda v posnetku. Seveda me kadarkoli lahko dobite tudi na mojem Instagram profilu, me vprašate, kar želite, da sem seveda vedno na voljo. Predvsem pa se vam zahvaljujem za pozornost, za družbo, in ti in vam želim še eno krasno umetnost mešanja eteričnih olj. In ne to, kar traja in traja, in lepte mešanice, recepte vaše, kaj vam tudi na čustveni ravni prinaša, ne samo v aromi, zato da mogoče malo spoznamo, čeprav smo skupaj, ampak narazen, ne, da dejansko mogoče dobi kakšen od nas še dobro idejo, če bi, sladka aroma, to bi bilo pa mogoče zame, pa kaj prinaša, to bi pa jaz rabila. Tako da izmenjajmo si vse skupaj, ker to je čar naše skupnosti, sploh članske, ki se iz dneva v dan res izkuša v novih situacijah, novih kombinacijah, da bomo skupaj lahko še močnejši in boljši in bolj dišeči. Lepo popoldne, lep večer, pa se slišimo zopet na kakšnem podobnem webinarju. Zdajle se bom poslovila, ugasnila snemanje, pa pogledala seveda še tudi vaša vprašanja oziroma komentarje, zato da se vam lahko tudi še posvetim tukajle. Lep večer!